Tokrat v občinskem informatorju. Rušani bodo plačevali več za komunalne storitve. Med Mariborom in Pliberkom ponovno zapeljal sobotni kolesarski vlak. Za dečka s cerebralno paralizo v Vitomarcih odigrali dobrodelni nogometni turnir. V Desterniku odprli park prostoživečih živali. V Kungoti proslavili občinski praznik. Na osnovni šoli Muta pripravili zaključno prireditev z naslovom Prijateljstvo nas osrečuje. Vurkofest znova privabil številne družine. Operne arije zazvenele v botaničnem vrtu. Razstava ročnih del v Pesnici. Lepo pozdravljeni. Rušani bodo po novem plačevali več za odvoz bioloških in komunalnih mešanih odpadkov, ravnanje z odpadnimi vodami in oskrbo s pitno vodo. Na občinski seji so namreč potrdili podražitve teh storitev, čeprav niso bili povsem vsi svetniki za to. Poglejte, zakaj. Paket podražitev komunalnih storitev, ki so ga sprejeli na zadnji občinski seji v Rušah, bo udaril po žepih občanov. Zagotovo, jaz teh podražitev ne podpiram. Razumem podražitve v smislu inflacije, povišanja nekih stroškov, ampak to so stroški, bom rekel, tam od 10 do 15%. Maksimalno. Vemo, da se vse draži. Vemo, ne moremo si privoščiti na račun tega, da ne bi dražili padec nekega življenjskega standarda. Ampak podražitve, ki gredo 30, 40, 50% navzgor, so za mene popolnoma nesprejemljive. Županja meni, da ni šlo drugače. Naš proračun praktično ne bi zmogel prenesti tega dviga cen, da bi ga torej pokrili strani same občine, kajti to bi najedalo sam investicijski potencial občine kar za 300 tisoč evrov, kar bi pomenilo, da pravzaprav skoraj tretjina investicij ne bi bila, oziroma četrtina investicij v tem letu ne bi bila speljana. Dejala je še, da gre za subvencionirane seje. Te cene, ki smo jih danes sprejeli, že subvencionirane strani občine, tako za področje navajanja in čiščenja subvencioniramo kar cirka 80 tisoč evrov in seveda žal za takšen znesek bodo investicije v področje čiščenja in navajanja nižje. Meni še, da je povezano z inflacijo in drugimi vzroki. Srečujemo se z zelo visoko inflacijo, zelo naraščajo cene tako materijala kot storitev. Slišali smo, da tudi za 40% in torej na vseh nivojih so žal dražitve, poleg tega so se tudi nekoliko povečane plače in to so pravzaprav trije glavni faktorji, zakaj sploh prihaja do teh dražitev. Knez pa meni, da je pri teh podražitvah govora o nečem drugem, sploh pri kanalizaciji. Govorijo o, bom jaz rekel, nesposobnosti vodenja nekih projektov, nezmožnosti predvidevanja, kaj se bo dogajalo. Primer je kanalizacija, kjer se je pa zgodilo ravno to, da se ni pridobilo kohezijskih sredstev, o čemer sem že danes na sami seji govoril. In gledajte, če bi se ta kohezijska sredstva zagotovila, bi zagotovo danes bila finančna konstrukcija zapiranja takšnega projekta, kot je izgradnja kanalizacijskega omrežja v Rušah, popolnoma drugačna in tudi cene bi bile popolnoma drugačne. Sicer je to moje osebno mnenje, ampak mislim, da ga delijo tudi drugi z mano. Cene so šle navzgor tudi pri bioloških za kar okrog 82%, pri mešanih komunalnih odpadkih pa za okrog 10%. Jaz sam tudi takšno podražitev zavračam, morali bi morda z nekimi mehkimi koraki preiti na takšno stvar, ker dejansko, saj veste, kako je, Zdaj, vsi mislijo, ko pride do te podražitve, da je to ok, ker gre samo za 2, 3, 4 evre, 5 evrov, 6 evrov. Ampak, ko pa pride en cel komplet teh položnic na dom, je pa to mogoče lahko tudi znesek 100 evrov povišanja. Verjamem pa, da 100 evrov je pa že kar težava. Podražitev oskrbe s pitno vodo pa je sam sicer potrdil, meni namreč, da je bila strokovno utemeljena in upravičena. Pretekli vikend je po koroški progi med Mariborom in Pliberkom ponovno zapeljal sobotni kolesarski vlak. Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor izvaja projekt Remobil, s katerim se trudijo prispevati k izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti. Kako je bilo, pa si oglejte v prispevku. Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije za Podravje Maribor, nam je pred začetkom iz leta povedal, da želijo spodbujati trajnostno mobilnost, ki je tako kolesarjenje kot uporaba koroškega vlaka. Preko projekta Remobil želimo v bistvu spodbujati trajnostno mobilnost, ki je v bistvu tako kolesarjenje kot tudi uporaba koroškega vlaka. Mi smo zelo veseli, da lahko na razvojni agenciji nekako združimo različne projekte
in danes predstavimo tako, bom rekel, uporabo vlaka, vožnjo v bistvu koles na vlaku, neke vrste tudi primestno železnico vse do Ruš in pa potem vožnjo nazaj proti Mariboru po Dravski kolesarski poti. Sobotni vlak je bil vzpostavljen pred 7 leti. Gre za poletni vlak, ki vozi med junijem in vse do konca avgusta v času največje kolesarske sezone. S tem vlakom v bistvu omogočamo izlete vse do Dravograda ali celo Pliberka za Avstrijo, kjer se potem lahko kolesarji vračajo nazaj proti Mariboru, lahko pa kolesarijo tudi po zelo lepi kolesarski poti Štrekna na Koroškem, ki je zgrajena vse od Dravograda pa do Mislinje. V letošnjem letu pa se bo trasa nadaljevala vse do Velenja, čez tunele in čez viadukte stare železnice. Dogodek so pozdravili tudi na Slovenskih železnicah. Zelo smo veseli današnjega dogodka, da je Podravska razvojna agencija organizirala srečanje oziroma uvodno vožnjo tega vlaka v tej sezoni. Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor se skupaj z Mestno občino Maribor in Direkcijo za infrastrukturo trudi, da bi v naslednjih letih prenovili železniško progo do Ruš. Čimer bi nekako lahko postala ta proga tudi primestna proga z, bom rekel, večjim taktnim prevozom. Proga bi postala tudi elektrificirana, to pomeni, da bi potem lahko enaki vlaki vozili tudi na tej progi kot na glavni progi Maribor-Ljubljana. Ter trudimo se tudi z vzpostavitvijo železniškega mobilnostnega vozlišča, kjer bi na enem mestu imeli tako parkirišča kot železniško postajo, izposojo koles, tudi izposojo električnih avtomobilov, parkirišče za avtobuse in turistične avtobuse in na tak način v bistvu spodbujali trajnostno mobilnost v mestu in bližnji okolici. Ne le prenova prog, Slovenske železnice obnavljajo tudi vozni park. Smo v nabavi 20 novih oziroma v podpisu pogodb za dobavo na 20 novih vlakov tipa Štadl, s kateri bomo pa seveda poboljšali in povečali ponudbo tudi na Koroškem. S 1. junijem so prenovili potniško tarifo. Ima zelo mamljivo ponudbo dnevnih, mesečnih in tedenskih vozovnic. Tedenske vozovnice dobite že za 32 evrov, vozovnica, s katero lahko potujete neomejeno število potovanj na vseh vlakih Slovenskih železnic. Z vlakom in kolesi so se tako potniki odpeljali do Fale, kjer so spoznali zgodovino prve zgrajene hidroelektrarne na reki Dravi. Seznanili so se tudi z lokalnimi ponudniki ter spoznali veščine servisa koles v športnem parku Ruše. Bilo je lepo opremljeno, pa super je bilo. Meni se zdi to zelo odlično, v bistvu tudi za družine ali pa kakršnekoli skupine. Dogodki so res primeri dobrih praks, ker se potem naslednjič, ko se sam odločaš, lažje odločaš, ker vidiš, kakšna je logistika. Poznam sicer Dravsko kolesarsko, veliko kolesarim po njej. Danes me je pritegnilo ravno to, da smo šli z vlakom. To je bila moja želja že nekaj časa, tako da v bistvu se preizkusiti, kako zdaj ta proces v bistvu poteka. Se v bistvu ta barijera, ker ne veš, kako bi se organiziral, v bistvu potem vidiš, da je to čisto enostavna stvar. Tudi po Javorčni poti sem že šla, pa je lepo doživetje, pa tudi, bom rekla, ob poti, torej, da se ustavimo na kakšni kmetiji, poskusimo lokalne dobrote. Tega ni točni, jaz ne spomnim se. Športni park Ruše, moram reči, da zdaj sem veliko slišala o njem, ampak prvič sem zdaj tukaj in bom zagotovo v bistvu prišla še. Javnosti so želeli predstaviti predvsem nov regionalni center mobilnosti, nov vlak z novimi garniturami za kolesa, nov del 6 km dolge kolesarske povezave od Ruš do Limbuša, možnosti koriščenja Dravske kolesarske poti za namene vsakodnevnega prevoza in turističnih izletov, prav tako pa navezavo na kolesarsko pot Štrekna. Predstavitev jim je več kot uspela. S projektom Remobil v Mariboru in v Podravju v bistvu vzpostavljamo regijski center mobilnosti, katerega namen je ravno spodbujanje različnih oblik trajnostne mobilnosti in v bistvu ta podpora vlaka in pa koroške proge je ena izmed aktivnosti tega projekta. Poleg tega pa seveda se trudimo tudi za izboljšanje, bom rekel, povezljivosti pri samem tednu mobilnosti, ki je vsako leto v mesecu septembru, in pa z občinami nekako skupaj razvijamo tako železniški promet, avtobusni promet, kot tudi kolesarsko infrastrukturo. In ukolikor se še na takšno pot niste odpravili, vljudno vabljeni, da to storite in preživite dan še na nekoliko drugačen način. Žiga Marajh ima cerebralno paralizo, ki ga ovira pri gibanju. Njegova družina se trudi, da bi mu lahko zagotovili potrebne terapije za njegov napredek. Gre za drage terapije, zato so se v klubu malega nogometa Vitomarci odločili, da 22. Sandijev memorial, ki je potekal ta teden, oplemenitijo tudi z dobrodelno noto.
Na turnirju malega nogometa v Vitomarcih v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah je uspelo organizatorjem zbrati 8500 evrov za žigo. Ambasador kluba malega nogometa Vitomarci je Marcos Tavares. Čast mi je, da lahko bi ambasador te dogodek. To nogomet je spremenil moje življenje in če lahko jaz bi del take zgodbe, da lahko tudi preko nogometa pomagam in tudi spremenim drugo življenje za mene, to je več kot vse. Vse gole, vse titulo, kaj smo delali danes, to je več pomembno. Turnir sicer velja za enega največjih športnih dogodkov v Vitomarcih in okolici. Letos pa je bil izjemen ravno zaradi dobrodelne note. Odziv okolja je bil neverjeten, od lokalne skupnosti do društev, do občanov, prijateljev, vsi so pomagali in smo veseli, zelo veseli. Pozitivno presenečena nad do sedaj zbranimi prostovoljnimi prispevki je županja občine Sveti Andraž. Akcija bo verjetno še potekala naprej, namreč ta sredstva bo nekako zadoščale za slabo leto dni terapij, dodatnih, ki jih potrebuje žiga. In res jaz bi se na tem mestu predvsem rada zahvalila predsedniku kluba malega nogometa Vitomarci za vsa angažma, ki ga je vložil in trud in seveda vsem sponzorjem, ki so v tako lepem številu prispevali. Hvaležni pa so vsekakor starši dečka. Zelo smo hvaležni, saj terapije so res drage in žiga potrebuje vsak dan terapijo, ker to pripomore k njegovem boljšem življenju. Mama Iris je bila tako še posebej ganjena, ker je prišlo zelo veliko dobrih ljudi. Ja, zelo smo srečni, res. Hvala vsem, ki so bilo kako pripomogli k temu. Hvala vsem. Nogometni turnir je pravzaprav trajal več dni, vse od srede naprej. In čeprav je v tem času tudi deževalo, se športniki niso predali. Rojs pa je napovedal, da se bo prostovoljne prispevke za žigo še zbiralo. Vsak, ki bi želel prispevati, če se lahko obrne na nas ali na žiga, na njegovo družino ali na Facebooku je skupina Zamaški za žiga, kjer je kontakt njegove družine, tako da vsi, ki bi želeli, lepo vabljeni. Akcija se torej nadaljuje. Vsi, ki lahko pomagate in si to želite, lahko prispevate prostovoljne prispevke na tekoči račun kluba malega nogometa Vitomarci s pripisom Donacija za žiga. V Destrniku imajo park prostoživečih živali, v katerem imajo približno 100 živali, od tega je velika večina ptičev, od več vrst labodov, žerjavov, papig, nojev in drugih, ki veljajo v svetu za ogrožene vrste. Zdaj so park odprli tudi za javnost. V parku prostoživečih živali Destrnik imajo približno 100 različnih živali, od tega je 90% ptičev, ki večinoma veljajo za ogrožene vrste. Imamo več vrst, recimo 3 vrste tekačev, recimo potem več vrst papig, to je ljudem bolj poznano. Recimo žiravi so verjetno malo manj poznani, jih imamo tukaj 11 vrst, tudi vseh koncev sveta bi rekli, in pa to je tudi edinstveno v tem delu Evrope, toliko žirjavov na enem mestu. Žirjavo, bradati žirjavo, pa tudi ambasador našega parka. Živali imajo dovolj življenjskega prostora. Stremimo k temu, da imamo še več prostora. Naša vodna perutnina, ko ni zapora za ptičjo gripo, imajo potem dostop do tekoče vode, imajo bajerje, imajo res ogromne površine. Namreč lahko poudarim, naš park se razteza na 6 hektarjih, to je v bistvu 60 000 kvadratnih metrov, tako da je prostora dovolj. V parku imajo tudi inkubatorje za ptice in plazilce, pa tudi vaško lopo za prireditve Mimo teče rekreacijska pot. Ta projekt, ki smo ga izvali tudi takrat skupaj z občino Destrnik, ta rekreacijska pot, kolesarska pot vodi tudi mimo nas, tako da ko bo odprto, se potem lahko ljudje tudi s kolesi tu stavijo. Mi smo takrat tudi naredili ta kolesarski nadstrešek, lahko si ljudje sparkirajo pod streho kolo in potem obiščajo park. Za preko 6 partnerskih projektov je park prostoživečih živali dobil podporo LAS Bogastvo podeželja. Začeli smo z ureditvijo sprehajalnih poti pa ograj, nato smo nadaljevali z izgradnjo inkubatorja pa kmečke lope, potem pa, ker če nisi na spletu, nisi viden, v današnjem viralnem svetu, smo šli v izvedbo spletne strani in pa promocijskega filmčka ter zdaj v zadnjem projektu še live stream parka, da se lahko spremlja tudi v živo. Pa dejansko za obiskovalce, da se lahko park odpre, smo vzpostavili tudi tole vstopno in izstopno mesto z sanitarijami, z ureditvijo sanitarij. Da je lastnik parka prostoživečih živali res velik poznavalec, pa je poudaril predsednik LAS Bogastvo podeželja.
Tukaj se že sedaj vrstijo obiski tako izobraževalne narave, kot seveda tudi turistične. In ponudba podeželja se mi zdi, da tisti, ki najde pravo idejo, bodi si v predelavi nekih izdelkov na kmetijah ali pa take atraktivne ponudbe, so samo bogatstvo, ki ga potem lahko izkoristimo. Tako da, ja, smo ponosni na to, da je v okviru LAS-a ta projekt tudi bil podprt. Park prostoživečih živali oziroma Aleksander Horvat sodeluje v nekaj projektih povezanih z naravo, tudi z občino, na primer zeleno učilnico. Tako kot v ostali projekti, kjer je ta investitor kot partner projektu, tudi v tem, kjer smo mi kot partner projektu z zeleno učilnico, stremimo k temu zelenemu, naravnemu, okolju prijaznemu, tako kot je namen tudi tega parka. Park je že zdaj namenjen sodelovanju s kar nekaj fakultetami, odprt bo tudi za javnost, a predvsem z vodenimi ogledi, na katere se je treba naročiti. V občini Kungota pa so v preteklem tednu obeležili občinski praznik, ki so ga proslavili s slavnostno akademijo, no dan kasneje pa so v Juriju priredili tudi pestro dogajanje. Poglejmo. Na slavnostni akademiji minuli konec tedna so med drugim podelili tudi naziv častnega občana, ki ga tokrat prejel Jurij Leitge. Podelili so še zlati grb občine, Vinku Ulom ter posebno priznanje županje, ki sta ga prejeli Alenka Leber-Vračko in Marija Radmilovič. Županja občina je ponosna na nagrajence. Na prireditvi pa je izpostavila tudi pomembne projekte v preteklem letu. Za nami je še eno leto skupnega dela in sodelovanja. V preteklem letu smo prestali tako imenovano super volilno leto. Tako da naši občani niso več vedeli, ali to nedeljo volijo predsednika, poslance, občinske svetnike ali županjo. Leto, v katerem smo otvorili nov most pri Fifoltu in kar nekaj cest. Položili temeljni kamen za nov sodoben medgeneracijsko-športni center v Spodnji Kungoti, otvorili novi športni park Plintovec pri osnovni šoli Kungota, ter v naši občini prvič na cesti dočakali na zeleno luč na čisto pravem semaforju. Praznovanje pa se je nadaljevalo s sobotnim dogajanjem v Juriju. Najprej so se podali na že tradicionalni Kunigundin pohod, nato pa je sledil turniru odbojki na mivki. Popoldne je potekalo tudi srečanje frajtornerjev, ki ima že več kot 20-letno tradicijo v kraju. Danes je pravzaprav 21. srečanje frajtornerjev in začnemo seveda znova z pohvalami naslednjo leto, z temi jubilanti 5, 10, 15 in 20 let. Letos smo namreč ugotovili, da ni nikogar, ker gre za neprekinjeno sodelovanje, ne? In je marsikoga, bom rekla, to covidno obdobje pač, rekla, stalo priznanja, tako rekoč, ne. V bistvu gre večini za ljudi, ki so pač neki vaški godci, so tudi, bom rekla, otroci, ki so komaj začeli in to na nek način predstavlja neki izziv, neko predstavitev, da pokažejo svoje znanje. Seveda so pa med nami tudi prav taki profesionalni, ki so že z različnimi nagradami po svetu znani in radi pridejo, predvsem zaradi tega, ker to ni tekmovalnega značaja, ker je praktično srečanje, ne. Da je harmonika instrument, ki se prenaša iz generacije v generacijo, sta dokazala tudi harmonikarja Jože in Mihael Hlade. Bom rekel, deda in mama je bilo v krvi, da so peli, igrali, tako pa tudi jaz, zdaj že kot vnuk, pa moj sin, nadaljujemo to domačo tradicijo, muziko, imamo zelo radi domačo pesem in tu v Juriju, v našem kraju, imamo tudi frajtornerce zelo radi in smo redna gosta. Veselo dogajanje se je zaključilo z veselico, na kateri so nastopili Damjan Murko, Tilčih, skupino Petelini in Manca Špik. Šolsko leto se izteka h koncu. Tudi na osnovni šoli Muta so pripravili zaključno prireditev, na kateri so nastopili učenci in učenke. Z naslovom Prijateljstvo nas srečuje in nekaj drugimi izpostavljenimi besedami, tudi sočutjem, so na tej šoli pokazali, kako pomembno je krepiti prijateljstvo, sočutje in pokazati, v čem so najmočnejši. V tem šolskem letu so se na osnovni šoli Muta odločili za poudarjanje vrednot, kar se je videlo tudi na sami zaključni prireditvi.
Ko smo lahko to leto bili skozi v šoli, brez kakršnih koli omejitev druženja, to, kar se je zgodilo prejšnjo leto, smo videli, da smo drug drugega zelo pogrešali. In vsi projekti, ki smo jih izvajali, so bili v smislu druženja, razvijanja sočutja, razvijanja spoštovanja, empatije in vsega tega, kar piše tudi tukaj od zadaj. Ljudje smo v tistem času, ko nam je bilo druženje prepovedano, kar nekako otopeli. In pravo veselje in ponos mi je, da nam je uspelo zopet povezati učence, jih dobiti od telefonov stran in jih zaposliti z drugimi dejavnostmi. Na prireditvi so nastopali učenci in učenke, tudi vodili so jo, da nazadnje so tudi za računalnikom in minimešalno mizo bili učenci. Pri učencih iščemo močna področja in potem ta močna področja razvijamo, jih povabimo in ko učenci vidijo, da so uspešni, zelo radi sodelujejo. S tem jim dajemo največji kapital za življenje, razvijamo njihovo pozitivno samopodobo in jim dajemo tisto, da bodo v življenju lahko srečni. Na sami prireditvi pa so učencem podelili tudi več priznanj oziroma nagrad za njihove dosežke. Priznanja srebrna in zlata je vedno težje dobiti in ponosni smo na 5 srebrnih priznanj, ki so jih dobili naši učenci in tako kot se spodobi, od teh so 4 devetošolci in devetošolec, ki je dobil zlato priznanje iz astronomije. Tudi tukaj so kriteriji zelo, zelo visoki. Na državnem tekmovanju fizike in astronomije se je odlično izkazal Miha Matjaž. Naloge, tako nek test. Medtem ko fizika so bili pa tudi eksperimenti. Fizika je bilo veliko, smo se že naučili pri pouku. Bilo je veliko elektrike pa sil, pa za astronomijo sem mogel pa veliko v planetih vedeti. Šolsko priznanje za mnoge uspehe na različnih področjih pa je dobila Lara Mestner. V bistvu sem ful vesela, da sem ga dobila. Res se mi je to pokazal trud skozi vsa leta, da je poplačan trud, ki sem ga vlagala. Lara je zdaj v 9. razredu šolanje, bo nadaljevala na gimnaziji v Ravnah na Koroškem. Jasna pa je povzela nastope na prireditvi, na kateri se je pelo, igralo, plesalo. Pomeni ful veliko, zato ker tako je ona že povedala, da se poplača ves trud, pa da imamo možnost pokazati, da tudi mi smo neki vredni in da lahko veliko naredimo tudi sami. In tega se bodo radi spominjali tudi kasneje, ko ne bodo več v šolskih klopeh. S polno ustvarjalnosti in domišljije pa so pripravili delavnice in številne igre, modno revijo in večerne nastope pod budnim očesom občine Duplek, ki je organizatorka in financerka Vurkofesta. Preverimo, kako je bilo. Tretji Vurkofest je znova privabil številne družine in otroci so se več kot zabavali. Navdušeno so nam pripovedovali, kaj vse so počeli. Igre smo se šli, pa igrali smo se, pa šla sem si po sladoled, pa se zabavala. Najbolj mi je bilo fajn streljati balone, ker je bilo zelo zabavno, ko so počeli. Jaz sem se danes imela zelo lepo in danes sem že si šla po kogice, pa tudi sem že igrala nekatere igre. Tako fajn se že dolgo nisem imela. Upam, da še večkrat lahko pridem sem. Vse dejavnosti in delavnice so vodili učenci in učenke osnovne šole Duplek in osnovne šole Korena. In svojega dela so se lotili zelo resno. Smo dali pihalni fuzbal, tam smo dali Angry Birds, tu imamo frizbije, tu imamo limbo, tam imamo pikado. Smo malo tudi sami poskusili, pa za nas ni bilo ravno tako težko, kot pa bi rekla za majhnega otroka. Otroci se radi preizkušajo v igrah, pa tudi zelo radi tekmujejo. Za vsako igro imamo, če naprimer zmagajo ali pa zadenejo, to dobijo nekaj nagrado. Otrokom je dobro. Zdaj imamo tako, če zadenejo 2 balona, dobijo liziko. Vsi otroci pridejo za zadet balone, ne grejo pa pri drugi igri in je malo težje napolniti balone. Tako da pri vas je ful gužva. Ja, zelo. Med igrami smo opazili tudi precej izvirne, ki jih do sedaj še nismo videli. Prvič sem to probal. Kar fajn, samo ko padeš pa boleče. Celi premočen sem, ampak je vredno bilo. Zelo, res je zabavno.
Nikoli tega nisem videla, pa sem zato prišla probati. Pihati moramo žogice, pa da pride v gol in tiste, ker izbere največ točk, je zmagal. Zadovoljen, da je otrokom ponovno uspelo, kljub slabšemu vremenu, je bil tudi župan. Smo vztrajali in si želeli to doživetje na Vurberku, vseeno kljub slabim napovedim, in mislim, da se je izplačalo. Vseeno je veliko ljudi, predvsem pa veliko nasmejanih obrazov, tako otrok kot tudi odraslih. V času trajanja Vurkofesta pa so učenci zbirali tudi prostovoljne prispevke. Mi se pravimo sladkorno peno, samo ni ravno šlo najboljše, pa smo potem šli na kekse pa mafine, pa smo vsi skupaj stopili pa naredili mafine pa vse kekse pa razno. Zbirate prostovoljne prispevke, zakaj? Kaj si boste privoščili? Ja, ali za končni izlet gre to, ali pa potem za valeto, ne vemo še, bomo še videli, ampak verjetno za končni izlet. Srečo, da čim več zberete. Hvala. Odločili so se, da ne glede na vreme vse dogodke izpeljejo. Pa si želimo, da vsi tisti, ki so res vadili za nastop, pridejo tudi na oder in da bojo lahko varno nastopali, zato bo ta stavitev večernega dela, pravzaprav v športno dvorano, te igre in vse ostalo, kar je pač sodi k Vurkofestu, pa smo vendarle uspešno izpeljali tukaj na gradu Vurberk in tega se seveda veselim. Tako se je modna revija in nastopi otrok iz vrtca in osnovne šole preselila v dvorano. Prav tako se je tam odvil disco party. Botanični vrt je bil prizorišče prelepih opernih arij. Mladi glasbeniki so se svojim nastopom navdušili zbrano občinstvo, več pa v prispevku. Minuli konec tedna se je odvil mini festival v naravi, ki ga je organizirala občina Hoče - Slivnica v sodelovanju s Konzervatorijem za glasbo in balet Maribor in Botaničnim vrtom Univerze Maribor v Pivoli. Obiskovalci so se prireditev razveselili. Ker nastopa moja hčera. Torej, lahko iz prve roke poveste, koliko vaje je za tem nastopom? Ogromno. Pa ogromno truda. Radi glasbo poslušamo, pa smo domačini tukaj, pa smo prišli podpreti dogodek in botanični vrt. Ker mi dva hodba imamo leta bolj v gledališču. Zdaj me tudi zanima, kako naraščaj raste zadaj, nekaj pije iz konzervatorija glasbega v Mariboru. To je interesantno pogledati. Pa verjetno je tudi malo drugače v naravi kot v... Pa tudi tako okolje prijetno je. Upam samo, da bo vreme zdržano. Junij je mesec, ki se ga učenci in dijaki, kot tudi profesori Konzervatorija za glasbo in balet Maribor vselej še posebej veselijo. Sedaj že nekaj let zaporedoma tukaj ob koncu šolskega leta, junija, pripravimo res lepe dogodke in se mi zdi, da je to tak čudovit, neizkoriščen prostor. Letos nam žal majčkeno vreme nagaja, tako da bomo v okrnjeni izvedbi, se mi zdi pa zelo pomembno, da se predstavimo tudi zdaj, ko ocene so praktično zaključene in se dejansko mladina lahko odru posveti z največjim veseljem, publika pa ravno tako. Za dovršenimi nastopi je izjemno veliko dela in truda. Predvsem smo zelo veseli, da smo bili povabljeni, pripravili smo pa dejansko en spektar iz oper in operet, eno tako rdečo nit, moški in ženske, večni boj. Nastopati operete ni najlažje, a učenci so pokazali, da so kos še tako zahtevnim nalogam. Ja, zagotovo je zahtevna, ker vsebuje pač tudi igro, ni samo petje, ampak tudi mora biti izraznost, moraš pokazati neka čustva, tako da se dela tudi na tem. Koliko pa potem takem vaje za tak nastop, ker tudi ambient je danes prav poseben in pripričana sem, da ljudje bodo z veseljem prišli. Ja, upam, da. Vaje je zelo veliko, pač delamo skozi celo leto, veliko je pač nekega odrekanja, nekih stvari, ki jih moraš dati na stran, če se hočeš take stvari lotiti. In učenci so zbrane skozi večer popeljali skozi različne zgodbe na odru. Zbrane so navdušili, aplavzi so bili na četrtkov večer Stalnica. Mladi glasbeniki iz Konzervatorija za glasbo in balet Maribor so tako svojo glasbo v Botaničnem vrtu vnovič ustvarili čarobno vzdušje. Članice krožka Spretni prsti podeželja so tudi letos navdušile za razstavo čudovitih ročnih izdelkov, več pa v prispevku. V soboto so v prostorih večnamenskega centra Pesnica odprli razstavo ročnih del članic študijskega krožka Spretni prsti podeželja. Gre za tradicionalno razstavo. 18 let se že družimo, smo medgeneracijsko, mlajše, starejše, vse živo. Delamo različne stvari, trudimo se vsako leto neko novo zadevo
se naučiti. Letos smo pletle košarice iz ratana, drugače pa to klasika, vezenje, kvačkanje, štrikanje. Gre za ročno izdelane predmete, ki so jih članice vezle, kvačkale in ustvarjale s svojimi rokami. V izdelavo teh izdelkov so vložile veliko truda in mnogo ur dela. Potem pa imamo vezenje, polni vez, rešilje, kvačkanje, razne tehnike, tudi to je C2C tehnika od grbov. V glavnem rože, kvačkanje, največ je pa res kvačkanja. Ja. Različne tehnike, pa pač različni izdelki, nakit je tudi vse kvačkan. Kot pravijo članice, je to njihov čas, ki ga izkoristijo tudi za druženje. Članice pa so res vseh generacij. Hobi, sproščanje, imamo tudi, ne vem, je tako zaposlena, drugi razred hodi. V prvem razredu je prišla ena iz osnovne šole pesnica, ena Vita se nam je pridružila, ker pa hodi tudi v glasbeno, ne vem kam vse, pa bolj redko pride. V glavnem druženje na prvi, potem hobi. Najbolj hobi, ker to moraš vse vzeti, to so dolgočasne stvari in dolgo trajajo in to moraš res, da z užitkom delaš res. Najbolj pa meni pomeni druženje. Članice krožka so mize dodobra napolnile s svojimi izdelki, da imajo obiskovalci kaj za pogledati. Namen je pa to, da v kraju predstavimo, kaj celo leto delamo in tu krajani potem, ko je proslava krajne skupnosti, pridejo in so navdušeni. Razstava bo na ogled še v sredo, 14. junija v času osrednje občinske proslave občine Pesnica. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V četrtek 15. junija se v Sveti Trojici začenja Trojica Fest, kjer boste na račun prišli ljubitelji dobre glasbe, zabave in kulinarike. V Majšperku pa bo v četrtek 15. junija potekala druga etapa 29. mednarodne dirke po Sloveniji. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek večera in nasvidenje.